Dovolj je reči derbi. In vse je drugače. Ob dvobojih med Mariborom in Olimpijo se čuti povečan nogometni utrip, obisk pa potolče vse številke v prejšnjem delu sezone. Tokrat je bilo na tribunah Ljudskega vrta kar 9500 gledalcev. Za uvodno ogrevanje je poskrbela novost na južni ploščadi, otvoritev Fun Parka. NK Maribor in pivovarna Laško sta namreč v skupnem sodelovanju pripravila novo pridobitev za vse navijače. Na ploščadi pred južno tribuno stadiona Ljudski vrt je zaživel zabavno-navijaški prostor Vijolični Fun Park, namenjen druženju vseh generacij v sproščenem nogometno-zabavnem vzdušju, ki bo novo zbirališče na domačih tekmah v maju. V okviru dogajanja lahko obiskovalci sodelujejo v preizkusu nogometne natančnosti, merjenju hitrosti udarca. Ob gostinski ponudbi pa je pripravljen tudi posebni prostor za najmlajše, z mini nogometom in ustvarjalnim kotičkom. Uradna otvoritev je bila pred tekmo z Olimpijo, mladi in manj mladi navijači pa so napolnili južno ploščad. In se potem preselili na tribune ter videli zanimivo, razborljivo tekmo, dostojno slovesu derbija. Fenomenalno, mislim da je to za svakog igrača jedan super osjećaj igrati pred toliko ljudi i mislim da smo svi na terenu uživali u tome. Mislim da je bio dobar derbi za navijače. Mislim da je bila utakmica odlična za jedan derbi u kojoj se možda očekuje nešto manje nogometa, više faulova. Bilo je i danas nekih faulova, kartona, ali mislim da je nogomet bio dobar i da mogu biti svi zadovoljni. Gledalci so še prihajali na stadion, ko je v 50 sekundi Cvijanović na robu kazenskega prostora lepo našel Tavareša, toda kapetan tokrat ni uspel priti do želenega zaključka. Na drugi strani pa je gostom uspelo iz prve akcije doseči zadetek. Zeljković je podal z desne strani, Škerjanc pa natančno zadel za vodstvo Olimpije. Podpora s tribune postala še glasnejša. Ekipa v vijoličastem pa krenila v nove napade in prišla do številčne prednosti. Gostje so ostali brez branilca Kašnika, ki si je najprej prislužil rumeni karton zaradi prekrška nad Cvijanovićem. Le 2 minuti pozneje pa je zbil na tla še Velikonjo, ko se mu je odprla pot do vrat in sodnik Skomina ga je brez obotavljanja poslal z igrišča. Velikonja je nato v naslednji akciji ogrel dlani vratarja Botoniča. Do odmora pa zamudil najbolj obetavno priložnost. Po predložku Vilerja ni z glavo zadel, kot bi si želel. Toda Ed je vztrajal in dočakal svoj trenutek. Iztekale so se zadnje sekunde prvega polčasa, ko je moštvo v vijoličastem izenačilo. Najprej je šel Mezga in se odločil za udarec 20 metrov, vratar Botonič je žogo odbil, pritekel pa je Velikonja in jo spravil v mrežo za eksplozijo navdušenja na tribunah. Tudi v drugem polčasu živahno dogajanje na igrišču. Vroče je bilo v ljubljanskem kazenskem prostoru tudi ob tej akciji. Da Silva spretno do Velikonje, strelec za 1-1 se je ob soočenju z Botoničem iznajdljivo odločil poslati žogo čez vratarja, toda pritekel je Radujko in v dvomljivi akciji odbil v kot. Protesti, da je nevarnost odpravil z roko, niso zalegli. Nato še niz akcij v eno smer, proti ljubljanskim vratom. Cvijanović do Mezge, njegov udarec pa je Botonič uspel odbiti. Vratar je odpravil nevarnost tudi po kotu in tem poskusu Berića.
Botonič je preprečil namero, kot naslednjemu še Tavarešu. Za njim v glavni vlogi pa podaja Cvjanovića Berić, žoga mimo Botoniča, a tudi mimo desne vratnice. Popolna ofenziva vijoličastem, po predložku Vilerja, Velikonja z glavo nazaj do Berića, toda premalo natančno. Od 77. minute so bile moči na igrišču izenačene, izključen je bil Potokar. Po njunem dvoboju je obležal Škerjanc, oglasil se je sodnik in pokazal domačemu branilcu rdeči karton. Ko pa je žoga le prišla mimo Botoniča, je v polmrežo preprečila vratnica. Nameril je Tavareš, vendar ostal pri 18 doseženih zadetkih. Toda številni napadi so se morali obrestovati. V 87. minuti je bilo 2-1. Tavareš je podal z desne strani, pred golom pa spretna reakcija Berića in znova veselje na tribunah. Ja, vsekakor zelo lepa podaja Tavareša, meni ni bilo težko zadeti, tako da moram reči, zelo lepi trenutki. Smo bili malo razočarani, kajti 19. minuta, škoda, da smo res, da ne vem, da se ni nekako boljši iztekal to vse skupaj. Ne. Žal pa ni dolgo trajalo. Jović je namreč v gneči pred mariborskimi vrati uspel priti do udarca in s pomočjo prečnika spravil žogo v mrežo. Za končnih 2-2. Za derbi brez zmagovalca, a vsemi elementi drame in zasluženim aplavzom za akterje po zadnjem sodniškem žvižgu. Zelo nam je žal tega trenutka pred koncem tekme. Drugi polčas z naše strani fantastičen, veliko priložnosti, smo veliko boljši nasprotnik. V prvem polčasu ni bilo to tako, kljub temu, da smo imeli priložnost tako rekoč v prvi minuti. Nasprotnikov gol nas je presekal in tu se je videlo, da se malce bojimo igrati. Kasneje je bilo veliko bolje in mislim, da smo si zaslužili več.